Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o pozitivnih afirmacijah. Lejte, leta nazaj sem začela brati knjige Louise Hay, oziroma prva knjiga, ki mi je prišla pod roke, je bila Moč pozitivnega mišljenja. In ta mi je pomagala takrat, absolutno. Naslednja knjiga, ki sem jo prebrala, je bila od Louise Hay, Življenje je tvoje. No in prav v tej knjigi piše, če imaš kakršnokoli težavo, si ponavljaš pozitivno trditve. Recimo, da imam preveliko težo, si jaz postavim pred ogledalo in si govorim, vitka si, ali vitka sem, suha sem, moja teža je idealna. Ampak, ko sem jaz to prakticirala na sebi, je bilo tako, kot bi na eni rami sedel tisti negativc, pa bi rekel, a daj no, daj poglej se v špegel, kje ti zdaj tukaj vidiš, se vidiš, da ni res. Ali pa če imaš pomanjkanje denarja, piše noter, da si govoriš pred ogledalom in tudi vemo knjige Skrivnosti in tako naprej, da si predstavljaš sebe, da si bogat, da imaš že tistega Ferrarija in tako naprej. In dobro vemo, da v realnem življenju to ne deluje. Tudi če si govoriš, jaz sem bogata in veš, da pogledaš denarnico, nimaš niti za osnovne potrebe, ja, spet se tale glas oglasi in reče, pa daj no nehaj. Poglej se. No, tako da, kako ustvariti to, kar si želimo? Vem, da sem večkrat o tem govorila, ampak škodovati ne more, če vam govorim o tem, kako pozitivne afirmacije lahko spremenijo vaše življenje. Preden pa gremo na pozitivne afirmacije, bi pa rada vam predstavila, zelo pomembno, ali pa zakaj sem začela o tem razmišljati. Leta nazaj, ko sem delala delavnice tudi za posel, ko sem učila svojo skupino, kako uspeti, sem prišla do zaključka, da ljudje, ki imajo slabo mnenje o prodaji, ne bodo nikdar nič prodali. In dejstvo je, da prodaja je za moje pojme reševanje problemov ljudi. In jim zato pač zaračunaš svojo uslugo. Po drugi strani pa, sama sem imela leta težave s tem, da sem znala proizvesti večje količine denarja, ampak vse nekako šlo med prsti, zmeraj sem bila brez denarja. In zmeraj sem se ukvarjala s tem, kako bom plačala položnice. Dejstvo je, da živimo zdaj v turbulentnem času in marsikomu se res prav varnost pod nogami se ruši in zato je toliko pomembno, da počistimo staro in da ustvarimo novo realnost, nov svet, novo življenje. No in zdaj začnimo pri teh pozitivnih afirmacijah. Če gledamo finančen uspeh. Jaz imam v denarnici kopijo 500 evrov in na teh 500 evrov sem narisala nule. Imam po mojenih 500 tisoč evrov v denarnici, ker sem narisala vse nule gor. To je ena stvar. Druga stvar, kar jaz sama delam za finančno obilje. Vsakič, ko nekaj plačam in vem, da večkrat slišim, da nekdo reče, no, pobrala svim ves denar. Pa je denar šel. Ja, dobro ga blagosloviš nekaj. Zato je toliko pomembno, vsakič, ko plačamo, ker vsi plačujemo, ne vsi smo stranke, greš v trgovino in če vsakič pomisliš, spet sem se znebila denarja, ja, to je energija, denarja že odide. To rečete za kile, ne za denar. Reče, sem se znebila, ne pač ne bo prišlo nazaj. Ampak če pa rečeš za denar, spet sem se ga znebila, to ne pride nazaj, ker se znebiš. A vidite, koliko je zanimivo. Za kile rečejo, sem zgubila kile, ker izgubim, bom dobila nazaj. Za denar pa sem se ga znebila, ja, pa logično ne pride nazaj. Zato vsakič, ko plačamo, greš v trgovino, ker vsi to delamo, vsi plačujemo, ne? Rečemo, wow, pomnoženo naj se vrne nazaj k meni. Pomnoženo. In to pomeni, če plačamo v trgovini, ne vem, hrano 100 evrov ali pa 50 evrov, rečem, pomnoženo naj se vrne nazaj. Eno nulo zadaj, poglejte, 50 evrov plačamo v trgovini za hrano, 500 evrov bo prišlo nazaj. Se pravi, obilje, izobilje vsega. Tako pomembno je, da se naravnamo na to obilje, na to frekvenco, kaj je, ne česa ni.
poročila, mediji nas učijo, da se osredotočamo na to, česa ni. To funkcionira celo ta sistem strahu, deluje na tem, da nas fokusira, ni tega, ni denarja, ni služb, je tukaj narobe, tam gori, tam je propadal, tam je potres, tam je, veste, toliko stvari gre narobe, da imaš občutek, da je vsega manj. Po drugi strani pa, glejte, tudi tisti, ki nimate vrt, imate okensko polico, vemo, da sadike lahko vsak dobi, kupiš sadiko magari bazilike, peteršilja, ne vem, majarona, recimo majaron je v bistvu slovensko ime, dobra misel, origano, in to posadiš na okenski polici in vidiš, da raste. Gre se za to, da vidiš, da nekaj raste in da imaš neko korist od tega. Da pomeni, da ko začiniš hrano, vzameš, daš to obilje noter. Dokazan je, in zdaj tisti, ki imate težave s tem, preberite knjigo Anastazija. Res preberite, v knjižnici jo dobite. Anastazija, ruska puščavnica, ki govori o tem, kako v bistvu vse te energije delujejo, kako je pomembno, da, no recimo tisti, ki ste vegetarijanci, rečete, ja, pa mora žival umreti. Notar piše, tudi solata umre. Se pravi, tudi vsi tisti, ki smo vse jedi, gre se za energijo hvaležnosti. Nekaj pač poješ in to postane del tebe, ali je to meso, ali je pa to solata. Druga zadeva, da začneš obilje kreirati. Vsak izmed nas lahko vzame seme in ga prepoji s svojo slino in ga posadi. In to seme, ko zraste, je prepojeno z vašo informacijo in zraste obilje zdravila za vas. To seme iz zemlje potegne to za vas, kar je za vas čisto zdravilo. No in pojmo nazaj na pozitivne afirmacije. S tem namenom so nastale karte prehodu v novo dobo. Pozitivne afirmacije za vsak dan. In zdaj, če pogledamo katerokoli afirmacijo, sporočilo, Nadangel Mihail, prosim te za pomoč in zaščito. V vsakem trenutku sem varna, zdaj sem varna in zavedam se, da je zame vedno poskrbljeno. Gremo na naslednjo sporočilo. Zvok in angelske sfere. Očitno so angeli tukaj okrog nas. Očitno je jasno sporočilo, da mi ljudje se moramo bolj pogosto obračati na angele, na vodstvo, na zaščito, na vse dobro okrog nas. Joj, leta, te dni sem se spomnila, no, v bistvu danes sem se spomnila, ko so bile moje 3 punce mečkane, moje 3 hčerke, in se spomnim, smo bile v sobici, imeli smo mehko stanovanje, imeli smo samo eno otroško sobo in tam noter, ne vem, plesale so, pele so in so začele mi razlagati, ki vidijo svetlobne kroge, da je en vijoličen, pa modar, pa zelen, pa rumen. Logično, jaz tega nisem nič videla, ampak očitno so one kot čisto mečkane punčke videle angelčke. Jaz sem prepričana o to, da otroci vidijo auro. Otroci to vidijo in živali še vedno vidijo to auro okrog nas in pa kasneje, ko smo obremenjeni s strahom, pač tega ne vidimo. Dobila sem karto tukaj, angeli me vodijo tja, kjer je zame najbolje. Usklajena sem simfonijo srca in narave. Dovolj slišati. Slišati to, kar, veste, žuborenje potočka, žvrgolenje ptic, šumenje morja, bučanje vetra, kako dež pada. Ni treba biti zaljubljen, da slišiš, kako dež pada. Naslednja stvar, dovoljujem si čutiti svoja resnična čustva. Dovoljujem, da se moja duša očisti. In prav ta svoja čustva slišiti. Včasih smo tako ubiti s tem, kaj moramo narediti, da ne slišimo niti sebe, da duša pač mora se utruditi, da telo se mora ustaviti in zboli, zato ker sebe ne slišimo. In jaz se vedno sprašujem, kaj jaz občutim. Poglejte, roke dam na prsa, vdihnem, izdihnem in rečem, v tem trenutku občutim in dovolim prva misel, to je ta prava.
Tista prva misel, ki mi gre skozi moje možgane, je ta prava. Ker včasih smo v takem tempu, da sebe ne uspemo slišati, kaj sploh čutimo. Ja, jaz vem, da imam težave s tem, ker tudi moje hčerke so mi rekli, mami, ti nimaš pojma, kako se zabije človeka. Zato, ker ne znam tega. Jaz se rabim ustaviti, priti do občutka, kaj sploh občutim, ker jaz bi terala naprej, ja, sem prijazna, sem prijazna, sem prijazna. Ja, pač imam serijsko napako glede tega in pač rabim mir, da občutim sebe, da lahko občutim moja čustva. No in tukaj recimo ena karta slovo, kaj ne sodi več v moje življenje, kaj je tisto, kar meni povzroča kronični stres. Jaz vem, da zdaj vam je prišla prva misel skozi in potem naslednja stvar se že vklopi v obrambni mehanizem pa reče, ne, se mi smo v redu, mi smo v redu, mi smo v redu. Strah? Jaz nočem ničesar izgubiti, meni je tako v bistvu čist dober. Se meni je dober, jaz nočem. Poznam to. Tudi jaz sem bila tam. Tudi jaz sem bila tam. Veste, varnost izgubiti, varnost je le varnost. Pomeni, da, veste, tako kot papiga, moji otroci imajo papigo. Veste, papiga v kletki je zelo srečna. Ampak vemo, da je v kletki. In ko jo spustiš ven, ona v najkrajšem krogu zleti nazaj v kletko, ker tam se počuti varno, ker to je njen svet, ker ona to pozna. Še zmeraj je pa kletka, lejte. In če vi občutite, da živite v kletki, mogoče za začetek se sprostite in samo mogoče pokukajte toliko ven, kako bi pa mogoče izgledali, če bi šli iz kletke. Kako bi bilo mogoče? Vem, ampak tukaj imam pa za jest. Se ni toliko slabo. Se ni toliko slabo. Vem, da ni toliko slabo. Ampak, zdaj jaz tukaj lahko govorim, ko si na svobodi, takrat je pa lepo. Tukaj, kjer zdaj živim na svobodi, imamo ograjo. In enkrat je prišla ena stranka in sem rekla, joj, vidiš, stvarstvo, me je postavili nekam, kjer imamo ograjo. Je rekla, normalno, zdaj si odvezana, pa moraš biti za ograjo. Ja, zdaj sem odvezana. Verjemite mi, da ta odvezanost je krasna. Res je krasna. Ne spodbujam vas, da pustite službo, se ločite. Ne, delajte to, kar vam vaša duša govori. Ampak vem, da mnogi ste ujeti v odnosih, kjer služite drugim, ne sebi. Jaz ne govorim, morate se ločiti, morate pustiti službe, ampak preuredite življenje tako, da boste vi imeli nekaj časa za svojo radost, za svoj občutek, tisto, da reče, wow, a veš, kako je dober. Zdaj vam pa povem eno zgodbo. Enkrat, 4 leta nazaj, takle čas, ko sem bila že na svobodi, sem šla na Bled, to je na tisti točki, a veste, ko so vse tiste na tisti klopci, kjer je slika Bleda iz hriba dol. Mislim, da se reče Osojščica, nekaj takega. V glavnem, jaz grem gor na sončni zahod, prvič sem šla gor, v kratkih hlačah, v gojzarjih, pa čez grem v hribe. In tako v daljavi vidim eno bitje, ki je lebdelo, v obleki je hodilo gor. In jaz prsopiham gor in to bitje, ta ženska sedi tako, na klopci imelo noge in se reka, verjetno se je sezula in ima gojzare pod klopco. No, na koncu ona hodi bosa po svetu. In sva začeli klepetati in sva klepetali in potem sva do 10 hodile v krog in potem sva ob 10 šli dol v Zako na večerjo in sva nazdravili novemu prijateljstvu. V polnoči ona rekla, jaz se grem kopat gola v jezero. Ok, sem se šla še jaz. V glavnem in ob 4 zjutraj se pripeljem domov smejoča. Da vam povem, da bi nekomu povedala, tako recimo nekomu, ki te kontrolira in reče, no, kje si pa bila? In rečem, hej, bila sem na Bledu, srečala sem Facebook prijateljico in a veš, kako so se fajn imele. Vsak bi rekel, pa daj no, komu lažeš?
s kom si bila. No, v glavnem, verjamem, da, a veste, s to dušico sva se rabili srečati, zaradi tega, ker sva skupaj predelovali eno lekcijo zlorabe v haremu. Rabili sva eno lekcijo oddelati, krasna, jaz jo imam tako rada, to je ena taka moja dušna sestrica, ampak sva pa rabili predelati njenega očeta. No, ampak to je druga zgodba, mogoče o tem kdaj drugič. Verjemite mi, naključij v življenju ni. Ampak ustavi, kar se človek uči, pa to, da sledi svoji radosti. Ker samo radost napaja ta del, srce, srčno energijo, in samo radost je tista, ki povzroča, da gre vsako celico našega telesa nova energija, ki jo pomlajuje, ki veča energije, in srce napaja vse ostale čakre. Vse ostale čakre, in ko jih napolne s to radostno energijo, kaj se zgodi? Ja, pomladite se, dobro izgledate in vsi vas sprašujejo, čakaj, a imaš ti mogoče novega, a si se na nov zaljubil, a si novo žensko srečal? Ne rabiš. Ne rabiš novega, zato ker srečaš sebe in svojo radost. No tako, ne bo to današnje sporočilo za vas. Delajte vse tisto, kar veča vam vašo radost, in boste videli, kam boste pripeljali svoje življenje. Res je vreden poskusiti.